Hvala, Tatjana. Ti pa ne odidi daleč, ker imamo skupno temo in moj del je v bistvu precej krajši, no, oziroma da ne bom ponavljala stvari, ki smo jih že prej povedali. V tem sedmem delu, no, oziroma sedmi učni enoti sta nekako izpostavljeni dve temi. Prva se nanaša na izključitvene razloge in pogoje za sodelovanje, deloma na tehnične specifikacije, ampak o tem smo tudi že kar nekaj povedali. Druga tema, no, ki se mi zdi pa zelo pomembna, in druga tema bo seveda strokovnjakinja Tatjana več povedala, so pa merila za izbor. Jaz bom sicer ostala z vami, no, do konca, ker tudi mene te stvari zanimajo, in tudi če bojo kasneje kakšno vprašanje na katerokoli od teh stvari, bomo odgovorili na njih. Če začnemo z razlogi za izključitev, oziroma dajmo začeti drugače, s tekom čez ovire. Tale slika, ki jo imate pred sabo, v bistvu prikazuje, kaj vse mora nekdo preskočiti, da pride do pokala. Začne se seveda z razlogi za izključitev, o teh malo več kasneje. Potem je treba zadostiti vsem pogojem za sodelovanje. Še kasneje je treba seveda ustrezati vsem zahtevam v tehničnih specifikacijah, in tudi če smo tukaj vse povsod kot ponudnik dobili zeleno luč oziroma kljukico, to še ne pomeni, da bomo tudi zmagovalci na koncu. O samem zmagovalcu dejansko odločajo merila za izbor, kjer apeliramo, no, na to, da bi cena ne bila tista, ki je vedno edina in ključna. In te štiri stvari ali pa štirje segmenti se na temlem slajdu tudi v bistvu prikazujejo, kako jih naročniki pretežno pač umeščajo v svoje razpisne dokumentacije. Že prej enkrat sem omenila, ne, da največ okoljskih vidikov se odraža v tehničnih specifikacijah. Nekoliko manj v pogojih za sodelovanje in v pogodbenih določilih, zelo malo v razlogih za izključitev. Verjetno ravno iz tega razloga, ki smo ga prej uvodoma že majčkeno predebatirali, ne, da je preveč na splošno v zakonu napisano in naročniki ta del pač prepisujejo in imajo potem težave z dokazovanjem. Kar velik delež okoljskih vidikov pa vidim, da je upoštevanih oziroma lahko vidimo v okviru meril za oddajo, kar je super, ampak še enkrat, merila so nekaj, kar niso pogoj, da nekdo zmaga na naročilu. Pri merilih je treba biti, pa bo več o tem kasneje Tatjana, no, tudi zelo pazljiv, da merila niso fiktivna, ker to na koncu pomeni, da spet odloča samo cena. Pri merilih moramo paziti tudi na to, da se zavedamo, če v tehničnih specifikacijah nimamo nobenega okoljskega pogoja in damo neke okoljske zadeve samo med merila, lahko zmaga nekdo, ki pri okoljskem merilu dobi 0 točk, kar pomeni, da to naročilo ne bo doseglo cilja, ki smo ga želeli zasledovati, da bi bilo zeleno. Tako da po moji oceni, no, je tudi precej ali pa najbolj primerno te stvari umeščati v tehnične specifikacije, pogoje za sodelovanje in pa pogodbena določila, ni pa seveda nič narobe, če so dodatne stvari celo zaželeno, no, tudi med merili in pa lahko tudi med razlogi za izključitev. Zakaj se pogovarjamo o teh ovirah, ki smo jih prej gledali, ne, pri tem v teku čez ovire? Ker je te stvari treba pogledati, zato da lahko ugotovimo v prvi vrsti sploh, ali je ponudba dopustna ali je nedopustna. Naročnik namreč ponudbe, ki ni dopustna, ne sme sprejeti. Zdaj definicija dopustne ponudbe je v zakonu opredeljena in zajema več segmentov, ampak med drugim, da lahko ponudbo okategoriziramo kot dopustno, pomeni, da ne sme obstajati noben razlog za izključitev ponudnika, da mora izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje, da ustreza v celoti vsem tehničnim specifikacijam in dodatno seveda tudi, da je pravočasna, da ni neobičajno nizka oziroma da ne presega zagotovljenih sredstev. Ampak te prve 3 stvari so pa predvsem ključne, ko govorimo o ponudniku in o vsebini njegove ponudbe. Razlogi za izključitev so sicer opredeljeni v 75. členu zakona in so tudi povzeti oziroma implementirani glede na evropsko direktivo, seveda imamo pa tudi določene nacionalne posebnosti. Ampak najprej 75. člen oziroma razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje se nanašajo na ponudnika.
medtem ko merila, o katerih več kasneje se nanašajo in se morajo nanašati na ponudbo, na vsebino ponudbe. Tam se več ne pogovarjamo o gospodarskem subjektu, ampak o predmetu oziroma o tem, kar on dejansko ponuja. Pri razlogih za izključitev poznamo na nek način jih dve vrste. Zdaj, če boste gledali zakon, ne boste našli izraza neobvezno, obvezno, fakultativno, obligatorno, kakorkoli, ampak v resnici gre za dva sklopa razlogov za izključitev in en segment oziroma en del teh sklopov je obvezen. To, da je obvezen, pomeni, da naročniki morajo vedno te razloge za izključitev vključiti v razpisno dokumentacijo in jih tudi preverjati. Obstaja izjema na infrastrukturnem področju, ampak za večino naročnikov pač velja, da je te 4 obvezne razloge treba preverjati. Gre seveda za to, da ne obstajajo kazniva dejanja za določena, kazenske obsodbe za določena kazniva dejanja, ki so v zakonu našteta, in da seveda še ni minilo 5 let od te sodbe. Drug obvezen razlog za izključitev je, da ta subjekt nima izrečene stranske sankcije izločitve iz postopkov naročanja. Ta stranska sankcija je bila pred zadnjo novelo zakona nekoliko popravljena. Prej smo ves čas govorili o evidenci gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, kar pa dejansko ni imelo nobene veze s samimi referencami podjetij. V to evidenco so uvrščeni tisti ponudniki, ki jim je sodišče v prekrškovnem postopku dejansko izreklo to stransko sankcijo, na primer zaradi neke lažne izjave v ponudbi. Potem je še 4. obvezen razlog za izključitev kršitev delovne zakonodaje. Tukaj gre za 5 segmentov nekih prekrškov s področja plačil za delo, odmorov, počitkov, delovnega časa, prekarnega zaposlovanja, zaposlovanja na črno in tako naprej. In seveda morata obstajati izrečene globe in morata biti izrečeni globi za najmanj 2 prekrška. In 4. obvezen razlog za izključitev so poravnani davki in prispevki in oddani rek obrazci. Pri teh 4 razlogih za izključitev, se pravi, se naročnik ne more odločiti, ali bi jih vključil ali jih ne bi vključil, ampak jih je treba vedno pač preverjati. Na tem segmentu se nam je sicer zgodila ustavna presoja, že leta 2019, in smo vmes imeli začasno rešitev, ki jo je izdalo ustavno sodišče. Zdaj imamo že sklep ustavnega sodišča, ki je povedalo, da je treba zakonodajo popraviti. In s to odločitvijo je še od zdaj naprej do tega, da se bo zakon popravil, pač povedalo, na kak način je treba te stvari reševati. Zakaj gre pri tej kršitvi delovne zakonodaje? Predvsem smo imeli pravzaprav, to je dejansko nacionalni razlog. Kršitev delovne zakonodaje pa evidenca stranskih sankcij sta nacionalna razloga, ki jih v direktivi ni. In pri teh 2 seveda mi nismo imeli vključenega popravnega mehanizma in na podlagi te odločitve ustavnega sodišča bo treba zagotoviti z novelo zakona, ki ste jo mogoče tudi zasledili, z današnjim dnem se izteka javna obravnava, bo treba zagotoviti popravni mehanizem tudi pri teh 2 razlogih za izključitev. Kar pomeni, da bo po novem, ko bo zakon sprejet, če bo sprejet v taki obliki, kot je predlagana, ampak ustavno odločitev je pač treba spoštovati in izvršiti, bo moral naročnik popravni mehanizem upoštevati pri vseh razlogih za izključitev. Tule zna biti kar nekaj težav v praksi, ker naročniki bojo pač morali prevzeti odgovornost in presojati, ali so ti ukrepi, če jih bo ponudnik pač predstavil, zanj ustrezni ali pa pač niso ustrezni. Drug segment razlogov za izključitev so pa neobvezni, ti so določeni v 6. odstavku tega člena, mislim, da jih je 9. Neobvezni pa pomeni, da ne veljajo kar avtomatično, ampak se naročnik odloči, ali jih bo vključil med razloge za izključitev v razpisno dokumentacijo ali pa ne. Sem spadajo, ne vem, stečaj, likvidacija, prej smo že omenili, kršitev okoljske, delovne, socialne zakonodaje. Po domače rečeno, slabi posli v preteklih javnih naročilih, da je recimo prišlo do odstopa od pogodbe zaradi nekih hujših kršitev na strani izvajalca, je to lahko razlog za izločitev v naslednjem postopku naročanja. Ta prostovoljnost pa ni čist prostovoljna, da se ne bo narobe razumel.
Ti neobvezni razlogi za izključitev so neobvezni samo v tem smislu, da puščajo naročniku prosto polje presoje, da se odloči, katerega oziroma ali sploh katerega od teh neobveznih bo vključil v razpisno dokumentacijo. Ko pa ga enkrat vključi in je to del razpisne dokumentacije, pa postane obvezen. Obvezen v smislu, da ta razlog na strani ponudnika ne sme obstajati, in obvezen tudi v smislu obveznosti naročnika, da preveri, ali ta razlog za izključitev obstaja. Recimo, da se odloči preverjati stečaj, pomeni, da ponudnik ne sme biti v stečaju in naročnik mora preveriti, je ali ni, in če bi bil tak subjekt v stečaju, bi ga moral izločiti iz nadaljnjega postopka. Kar se pa tiče pogojev za sodelovanje, pa zakon nekako določa, da naročnik seveda lahko postavi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje in pove tudi, na katere stvari ali pa segmente se lahko nanašajo. Gre za ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, drugi segment je ekonomski in finančni položaj ponudnika, tretji pa tehnična in strokovna sposobnost. Ta ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti je recimo nekaj, kar si lahko predstavljamo kot obvezen vpis v kakšen register, ali pa recimo pri nas morajo biti projektanti vpisani v določeno zbornico. Pod to ustreznost spada tudi registracija dejavnosti, recimo po gradbenem zakonu tudi vemo, da za opravljanje izvajanja dejavnosti gradbeništva ni več dovolj samo registracija, ampak mora imeti to podjetje tudi zaposlenega enega, ki je, zdaj bom mogoče narobe rekla, vodja dela ali pa vodja gradnje. Skratka, so še neki dodatni pogoji, da lahko nekdo opravlja dejavnost. In to umestimo v ta del ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti. V drugem delu, ekonomski in finančni položaj, grejo razne bonitetne ocene, te so nekako najbolj pogoste, blokade transakcijskih računov, letni promet ali pa povprečni letni promet, skratka finančni vidiki ponudnika. Pod tehnično in strokovno sposobnost ponudnika gre pa lahko en cel segment od dobavnih verig podizvajalcev, referenc podjetja, opreme, testiranj, skratka en kar velik nabor možnosti je, ki jih lahko opredelimo kot pogoj v okviru tehnične in strokovne sposobnosti. Predvsem je tule, sicer tega ni na slajdih, no, ampak se mi zdi zelo pomembno poudariti nekaj. Zakon o javnem naročanju na splošno določa, da naročnik ne sme omejevati, v kaki sestavi bo nekdo dal ponudbo, ali bo to samostojni ponudnik, ali bo skupina ponudnikov, ali bo nekdo delal s podizvajalci ali ne bo in tako naprej. In hkrati zakon tudi reče, da lahko ponudnik, ki želi oddati ponudbo, zato da zadosti pogojem za sodelovanje, ki jih postavi naročnik, lahko uporabi zmogljivost nekega drugega subjekta, torej neko kapaciteto uporabi. In pri tem je zelo pomembno povedati, da v segmentu pod prvo alinejo, se pravi ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, se ponudnik ne more sklicevati na nekoga drugega. Če je zahtevano, da je ponudnik registriran za opravljanje neke dejavnosti, potem on mora biti registriran za opravljanje te dejavnosti in ne more reči, jaz sem za nekaj čist tretjega, ampak saj imam podizvajalca, ki je za to registriran. Direktiva v tem delu in posledično tudi zakon pač ne dovoljuje, da se v tem segmentu nekdo sklicuje na nekoga tretjega. Medtem ko pri ekonomskem in finančnem položaju in pri tehnični in strokovni sposobnosti lahko ponudnik za to, da zadosti pogojem, uporabi resurse neke tretje osebe. Ima pa naročnik možnost seveda, da v določenih primerih zahteva, da neke ključne naloge opravi glavni izvajalec sam, oziroma če gre za skupino ponudnikov, eden izmed te skupine ponudnikov. V takem primeru, če naročnik to zahteva, pa gospodarski subjekt ne more v tem segmentu uporabljati nekoga drugega, kar z drugimi besedami pomeni, da če jaz kot naročnik delam neko gradnjo in zahtevam, da elektroinštalacije izvede glavni ponudnik sam, tega dela glavni ponudnik ne more oddati v podizvajanje. Ne glede na to, da zakon pravi, da se lahko odda del javnega naročila pač v podizvajanje. Zakon v naslednjem členu, torej ne v 76, ampak v 77, predpisuje oziroma določa tudi, katera in kakšna dokazila lahko zahteva naročnik za preverjanje teh pogojev.
In glede ustreznosti za upravljanje poklicne dejavnosti in glede tehnične in strokovne sposobnosti so taksativno našteta dokazila, ki jih lahko naročniki zahtevamo in načeloma ne bi smeli zahtevati nič drugega, kar je tam navedeno. Pri ekonomskem in finančnem položaju imamo malo večji manevrski prostor, zato tudi recimo bonitetne ocene, ki jih v zakonu sploh ni kot primer navedenih, pač naročniki zahtevamo, ker zakon reče v tem delu, da lahko praviloma zahteva to, kar je tam našteto. Tako da, ko boste preverjali pogoje za sodelovanje, mogoče bodite pozorni tudi na 77. člen, ki vam pove, kaj lahko in česa se ne bi smelo zahtevati. O tehničnih specifikacijah smo danes že kar precej govorili, nekaj bo povedanega, mislim, da še kasneje. Jaz bi tule mogoče samo opozorila na eno odločitev Državne revizijske komisije, ker ves čas govorimo, da moramo paziti, da ne omejujemo konkurence, da moramo specifikacije napisati na način, da je konkurenca čim večja, da predvsem ne smemo napisati jih na ta način, da omogočimo konkurirati prav nekemu konkretnemu ponudniku ali pa da zožamo ta del. Hkrati se pa moramo zavedati, da je naročnik vendarle tisti, ki ve, kaj rabi in kaj potrebuje in kaj želi z postopkom javnega naročila pridobiti. In on je tisti, ki bo povedal, kakšne so tehnične specifikacije. In tako on je v tem delu, tudi v nekih drugih odločitvah, ampak tale je zelo aktualna, dala jasno sporočilo, da naročnik je avtonomen in samo zato, ker na neke tehnične specifikacije ne more kandidirati kar 100 ponudnikov iz Slovenije, če malo kandidiram, oziroma pardon, iz EU, to ne pomeni, da je naročnik nekaj kršil, ker v določenih segmentih imamo pač omejen krog ponudnikov. Ne ukvarja se vsak z vsem, imamo tudi situacije, ko na trgu dejansko obstaja samo eden, ki lahko ponudi neko storitev gradnje oziroma blago. Toda ta odločitev Državne revizijske komisije je tukaj vendarle dala neko avtonomnost naročnikov, da postavljajo zahteve, ki ustrezajo temu, kar oni dejansko potrebujejo, ne da trg, kar se je velikokrat zgodilo naročnikom, govori, kaj naj kupujejo. Trg mora povedati, kaj ponuja, kaj rabi, ve pa naročnik sam pri sebi. Toliko pravzaprav z moje strani glede usposobljenosti ponudnikov, razlogov za izključitev pogojev za sodelovanje. Boljši del ali pa, kako bi rekla, bolj zanimiv del prihaja v naslednji temi, o kateri pa danes še res ni bilo kaj veliko povedanega, to so pa merila za izbor. Pa bi jaz tukaj mogoče kar predala besedo Tatjani. Tako. Ok, Urška, hvala za začetek, pa te prosim, če bo kakšno vprašanje tudi tukaj, ki bo bolj mogoče pravno, da mi priskočiš na pomoč. Torej pa se zdaj posvetimo merilom za izbor in pogodbenim določilom pri zelenem javnem naročanju. Torej, odločba DKOM-a nam pojasnjuje, da si naročnik sam izbere merila in sam določi uteži za njihovo uporabo v postopku. Torej, ZN3 nam nikjer ne postavlja nobenih pravil, tudi direktiva ne, kakšna naj bodo vrednostna razmerja med posameznimi merili. Torej, lahko sami izberemo, kakšno utež bo imela na primer cena, kakšna pa druga, recimo bolj kvalitativna merila. To je v primeru zelenega naročanja zelo dobro, ker včasih cena, zgolj cena, bi pomenila, da marsikaj izpade ven. Ampak tako, kot smo prej govorili, cena v tistem trenutku še ne pomeni, da je to na dolgi rok cenejša izbira in da ne bodo negativni učinki te izbire prinesli recimo bolj drage posledice, ko bomo recimo sanirali napačno izbiro, nam bo recimo naprava, ki je bila kupljena poceni, bo kmalu doživela svoj konec in bomo pač dali dodatna sredstva za novo napravo ali pa bo pač neka izbira pomenila negativni vpliv na zdravje ali na okolje, katerega stroške bomo nosili tudi mi. Torej, ko izbiramo merila za izbor, določimo število točk, najmanjše, največje, ki jih je mogoče dodeliti.
oziroma pridobiti, če smo ponudnik. Včasih kakšni naročniki izberejo na prvi pogled zelo zanimive uteži oziroma ponderje. Skratka, včasih kakšen naročnik da na prvi pogled bolj zahtevna merila, ampak tudi to ni težava, ne. Tukaj recimo so izbrali zelo visoko utež za naročilo, povezano verjetno z napravo za obnovljivo pač oziroma z naročilom električne energije, ki mora biti iz obnovljivih virov. In je bilo to s strani sodišča odobreno, da pač je lahko se tako oblikuje. Seveda pa je potrebno pri tem biti pozoren na to, da so merila res povezana s tistim predmetom naročila, da ima neki smisel, tako kot je že Urška prej razlagala. Pa tudi, ko delamo to analizo in preverjanje trga, da pomislimo, kaj bodo imele določene uteži, kakšen vpliv bodo imele na ponudbo. A zdaj bomo s tem zelo zožili število ponudnikov, ali celo preveč, da bomo prišli samo do enega, kar tudi včasih ni v redu. Bi lahko nas kdo obtožil nekega nedovoljenega postopka. Spet, če pa premalo, pa sploh spodbujamo ponudnike, da tekmujejo na podlagi okoljskih dejavnikov. Če damo prenizke uteži, neke kvalitativne pa z vidikom na okoljske učinke, potem to konec koncev nima nobenega vpliva na izbranega ponudnika, kar spet ni okej, a ne. Zdaj, zakon naš, tako kot direktiva, nam naroča, da je potrebno naročila oddati na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. To ni najcenejša ponudba, smo že večkrat slišali, ampak vključuje tudi pač stroške na dolgi rok in kakovost, a ne. Mislim, da sem že večkrat omenila, trudimo se tako iz ekonomskega kot okoljskega vidika, da dobimo izdelke, ki so trajni, popravljivi, imajo neke garancije, skratka, nam bodo na voljo toliko dolgo, da se bojo nekako amortizirali, pa da ne bodo vplivali na čezmerno porabo snovi in energije. Zdaj, merila sama so element za vrednotenje ponudb, njihovo medsebojno primerjavo in z vidika naročnika dajejo neko sliko, kaj si želi, a ne. Kakšna je njegova politika, smo prej govorili že, da kako prepričati oziroma kako se motivirati, da se naroča bolj okolju prijazne izdelke, storitve. Pač že ta merila lahko pokažejo, ali smo bolj naklonjeni okolju oziroma imamo tukaj, nas skrbi okolje in to, kaj bo naše naročilo pomenilo z vidika okolja ali ne. Zdaj, za kar nekaj zadev, tudi za stavbe in pohištvo, imamo cilje v naši uredbi, ki so povezani z višjim deležem lesa in lesnih tvoriv. Tisti osnoven cilj je 30%, lahko se pa naročnik odloči, da bo iskal izdelke, ki bodo imeli še več, oziroma da bo iskal ponudbe, ki bodo imele še večji delež lesa in jih bo dodatno nagradil, ko bo primerjal pač ponudbe in merila. Kakšna mora biti merila? Tako kot sem že prej rekla, ne smemo jih določiti na ta način, da diskriminiramo večino ponudnikov, preferiramo kakšnega od njih. Mora biti sorazmerna, torej glede na predmet naročila morajo biti nekako temu prilagojena, skratka, če naročamo eno manjšo zadevo, oziroma če želimo, da nam naročnik izdela oziroma dobavi, potem ne smemo od njega zahtevati, da recimo je, ne vem, že 10 let prej dobavljal same take izdelke. Pač neka zdrava pamet tukaj. Jasno, da mora biti povezana s predmetom, ne smemo zdaj pretiravati in dati neke zahteve oziroma določiti merila, ki vključujejo čisto neke druge zadeve. Med seboj mora biti objektivno primerljiva.
zagotavljati pač, da se prijavi in da jih izpolnjuje več konkurentov, več ponudnikov in navesti moramo seveda te uteži. Kaj je razlika med specifikacijami pa merili? To mislim, da večina poznate. Skratka, tehnične specifikacije so običajno tiste zahteve, ki jih morajo vsi ponudniki zadostiti oziroma izpolniti. Lahko so napisane na način, da so funkcionalne ali pa temeljijo na nekih javnih oziroma neodvisnih standardih. In so pač najboljši način, da zagotovimo, da bodo prav vsi ponudniki štartali na isti osnovi oziroma bodo izpolnjevali te minimalne standarde. Pri zelenih naročilih je to še toliko bolj pomembno, ker kot je zapisano v uredbi, moramo za vsak predmet izpolniti ob vsakem naročilu nek določen cilj ali več njih. In če pripravimo take specifikacije, da morajo vsi ponudniki to že pri sami ponudbi izpolniti, potem naprej izbiramo samo še boljše ponudnike. To pa naredimo z merili za izbor, kjer lahko vključimo še širši spekter in še bolj zahtevne okoljske zahteve. Skratka, višje neke procente, manj nevarnih snovi, lahko se celo odločimo, da bomo vključili tudi neke dodatne zahteve v času uporabe, ki jih mora izvajati ponudnik, recimo na kak način dostavlja neke zadeve, na kak način ravna z odpadki oziroma embalažo, in tukaj določimo dodatne točke, ki jih bomo upoštevali pri izbiri. Na ta način res potem spodbujamo trg, da nam ponudi oziroma razvija vse bolj trajnostne rešitve. Če to počnemo na daljše obdobje in vse več naročnikov, ima to res vpliv na trg, in ponudniki se temu prilagodijo, kajti le tako pride do naročil. To mogoče pri nas še ni tako zelo razširjeno, ampak za nekatere zadeve, za čistila recimo, je že kar. Če pa vprašate kakšno podjetje, ki je aktivno na tujih trgih, je pa že kar običajno, da imajo tako neki trajnostni portfelj oziroma neko izkaznico, potni list, karkoli že, s katerim dokazujejo, da so trajnostni, da so njihovi izdelki določenih standardov, da tudi samo poslovanje poteka na trajnosten način. Tudi slovenski ponudniki, ki so aktivni na nekih bolj severnih nordijskih trgih, imajo že take izkušnje in so se temu prilagodili in pač tako delujejo. Zdaj, če se posvetimo malo samo stavbam oziroma gradnji stavb, ki kot je predvidena v uredbi o zelenem javnem naročanju, imamo od lanskega leta eno pomembno spremembo, in sicer se je razširil nabor stavb, za katere je obvezno zeleno javno naročanje. Ta nabor zdaj vključuje tudi poslovne in upravne stavbe, stavbe splošnega družbenega pomena, stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine in to kar velika razlika od prej. Pomembno pa je tudi pri gradnji stavb, da kadar javni naročnik to načrtuje in pripravlja razpisno dokumentacijo, da se zaveda, da v teh stavbah bodo vgrajeni oziroma se bodo uporabljali predmeti, izdelki, ki imajo tudi svoje specifične okoljske cilje v uredbi. S tem morajo seznaniti tako projektante kot potem izvajalce, kajti pač te stvari dobro poznati čim prej, ne pa šele sredi same izvedbe, potem je včasih že prepozno. Skratka, okoljske vidike mora vključevati tudi naročilo predmetov oziroma mora biti vgrajeni predmeti, ki ustrezajo zahtevam iz uredbe. To so predvsem porabniki električne energije, hladilniki, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroj, klimatske naprave, grelniki vode in tudi razsvetljava. Potem pohištvo, tudi stavbno pohištvo, okna in vrata po novem.
Seveda v kopalnicah in drugih prostorih sanitarne armature, stranišča in oprema za pisoarje, pa tudi stenske plošče imajo svoj cilj. Tako da kar veliko izdelkov, in tega se morate naročniki zavedati, ko pripravljate dokumentacijo za stavbo. Zdaj te dva slajda sem vam že prej pokazala, tako da še enkrat, kaj je motivacija in zakaj se lotiti zelenega javnega naročanja, kljub temu, da zaenkrat še nimamo neke inšpekcije, ki bi nas kaznovala, če tega ne naredimo. Pač ima učinke, tako ekonomske kot okoljske, in mislim, da smo pa zdaj prišli do nekega stanja v okolju, ki nam narekuje, da na vse možne načine probamo slabšanje ustaviti. Ne vem, če ga bomo še lahko popravili, ampak način, kako uporabljamo javni denar, je en dober način, no, da to izboljšamo. Če nimamo neke zakonskih omejitev oziroma sem pač uredbo, imamo pa mogoče tisto neko moralno odgovornost, da to počnemo na pravi način. Tukaj je en primer dobre prakse pri gradnji, in sicer vrtec 5x5 v Ljubljani, v Kašlju, ki je v veliki meri lesen, montažen, razen betonske kleti pa nekih predelnih sten zaradi nosilnosti je skoraj v celoti lesen. Lesene so konstrukcija, fasada, obloge, tudi okna, vrata. Pač neke druge obloge, ki so noter zaradi uporabnikov, torej otrok, pa tudi notranja oprema. Streha tega vrtca je zelena, in voda, ki pač meteorna, ki se ujame na to streho, se steka v podzemni nabiralnik, ki se potem izkorišča ta voda za zalivanje pa tudi čiščenje zunanjih površin. Vrtec je zgrajen, mogoče ga kdo pozna, tako v krogu, skratka na ta način v prostore pride večji del dneva, ko se uporabljajo, torej dopoldne, popoldne, naravna svetloba, kar nudi veliko večjo bivanjsko kvaliteto in izkušnjo kot recimo, da večino dneva preživijo otroci oziroma zaposleni pod umetno svetlobo. Prihranki so seveda zaradi tega tudi v manjši porabi električne energije. In tukaj je spet ena motivacija, zakaj uporabljati zelena javna naročila. Zdaj naslednjih nekaj slajdov pa je namenjeno temu, da pogledamo, kakšne so EU zahteve oziroma merila za zelena javna naročila za stavbe. V Sloveniji imamo pač cilj, kar se tiče lesa, oziroma ta cilj lahko zanemarimo, če je stavba zgrajena v skladu s katerim od certifikatom trajnostne gradnje. Evropska priporočila pa so veliko širša. Jih bomo preleteli, ampak če boste želeli pač tukaj več informacij, je najboljše, da si jih pogledate na spletu. Mogoče še preden začnemo, še ta informacija, da v Sloveniji zeleno javno naročanje je obvezno, pač pri vsakem naročilu morajo naročniki doseči cilj, ki je povezan s tem predmetom. Na ravni EU pa zaenkrat zelena javna naročila še niso obvezna. Se pa to obeta v kratkoročno v par letih, za nekatere zadeve morda že letos, za baterije je že. Skratka, načrt Evropske komisije je, da bi vsaj za nekatere osnovne tokove tudi imeli obvezno javno naročanje za vse države članice. Tako da v Sloveniji se že dolga leta na to nekako pripravljamo oziroma vadimo z našo uredbo, in upamo, da bo to nam pomagalo tudi, ko bo prišlo do obveznih meril na EU ravni. Torej, kaj vključujejo zahteve EU za zelena javna naročanja pri gradnji stavb? Kot sem rekla, so veliko širša kot naša.
in se nanašajo že na začetku na projektantsko skupino, na izvajalce, torej kakšna je njihova usposobljenost. Nadalje en velik del seveda na energetsko učinkovitost in vire energije, ki bodo uporabljeni med samo uporabo stavb. Merila se nanašajo tudi na trajnostno mobilnost, torej kako prihajajo uporabniki in zaposleni do te stavbe. Ali jim je omogočeno, da pridejo do te stavbe na trajnosten način in potem tudi v bistvu, recimo, če pridejo s kolesom, da imajo neke varne prostore za shrambo, da imajo na primer možnost tuširanja, pač vse to je vključeno. Seveda sama stavba mora biti zgrajena na način, da optimalno porablja vodo, da ima ustrezno razsvetljavo in vire za to razsvetljavo. Potem seveda vse bolj aktualno ohlajanje in ogrevanje stavbe, vsaj v teh zmernih pasovih smo zadnja leta priča spremembam, ki vplivajo na to, da vse več energije porabimo poleti za hlajenje, pozimi pa še kljub temu, da se ozračje segreva, tudi za ogrevanje, pardon. Kakovost zraka je seveda zelo pomembna z vidika trajnosti, kajti tudi zdravje je pomemben dejavnik, kar se tiče okolja. Kar se tiče vrste stavb, ki so vključene v te zahteve, tudi tukaj grejo evropska merila širše od slovenskih. Vključujejo namreč merila tudi, ko gre za prenovo stavb. In na primer tukaj že na fazo projektiranja, pripravo lokacije, samo gradnjo, servisiranje in potem upravljanje. Skratka, cel življenjski cikel stavbe se upošteva, ko se pripravlja dokumentacija oziroma merila za izgradnjo javnih stavb. Če gremo še malo bolj v podrobnosti, pomembne so seveda pri teh vgrajenih materialih, izdelkih, polizdelkih, okoljske deklaracije, predvsem za glavne gradbene elemente. Potem išče se trajnostne gradbene materiale in na kak način se z njimi oskrbeti na določenem območju. Že v Sloveniji je razlika med regijami, recimo nekaj bolj trajnostno, tisto, kar je bolj trajnostno na Gorenjskem, morda ni enako trajnostno na Primorskem. Tako da tak podoben pristop je tudi tukaj. Vsi vemo, da gradnja stavb pomeni ogromno porabo virov, ogromno transporta, pa tudi ogromno nastalih odpadkov. Ne samo pri prenovi, tudi pri proizvodnji določenih izdelkov in pomembno je skladiščenje in ravnanje s temi odpadki. Seveda so pomembni vgrajeni energetski sistemi, vrsta energije, ki se bo uporabljala in tako naprej.